Samozavest na tem planetu v 21. stoletju je nujna, ker če hočeš karkoli konkretnega ustvariti, ali zgraditi biznis, ali zgraditi dobre odnose, ali zgraditi veliko kariero, ali doseči nekaj, ali nekaj novega skanalizirati, ali nekaj novega izumiti, rabiš samozavest. In če nimaš samozavesti, svet pometa s tabo. Samozavest je toliko nujna, kot je voda, kot je kisik. Večja kot je, močneje kot jo znaš uporabljati, večje stvari lahko gradiš. Tako da, moje ime je Mihael Žmahar in že leta in leta delam z ljudmi na področju samozavesti in odnosov in leadershipa in osebne drže. In danes imam zate čudovit dokumentarec, tak fajn osebnostni dokumentarec, v katerem bi ti rad povedal o 4 kradljivcih samozavesti. Ja, živimo na planetu, kjer ti, na žalost, veliko stvari hoče ukraditi samozavest. In če ne veš, kateri so ti kradljivci, potem ti dejansko samozavest začne odtekati. Veš, tako kot čoln, imaš gumijast čoln, pa se voziš po morju, pa ena majhna luknja v tistem čolnu in ti čoln počasi spušča in ti se počasi pogrezaš v vodo in predno ugotoviš, kaj se je zgodilo, si že v vodi. Tako ima veliko ljudi kradljivce samozavesti v svojem življenju in zaradi tega jim samozavest počasi spušča in ravno takrat, ko bi rabili imeti močno samozavest, v kritičnih trenutkih, ko bi rabili sprejeti odločitev, njim samozavest pade. Nimajo življenjske energije, nimajo fokusa, nimajo odločitve in potem se stvari ne zgodijo. Tako da rad bi ti povedal, kateri so 4 kradljivci samozavesti oziroma 4 neji, ki jih imamo mnogokrat ljudje v življenju in katere lahko danes nemudoma odstraniš iz svojega življenja. Prvi kradljivec samozavesti oziroma prvi ne so negativni ljudje. To so prvi kradljivci samozavesti. Če imaš v življenju ljudi, ki so ciniki, pa sarkastiki, pa eni so kar malo depresivni, pa svojo depresijo nate mečejo, pa eni so kar malo negativni, zaradi tega, ker so razočarani v svojem življenju glede sebe in potem svoje razočaranje projicirajo nate, moraš vedeti, da s takimi ljudmi ne moreš iti v življenju naprej. Ti, če hočeš iti v življenju naprej, rabiš ljudi, ki so motivacijski, ki so sproščeni, ki te bodo spodbujali, ki ti bodo dali nasvete, ki ti bodo dajali svojo pomoč, svojo podporo pri tvojih ciljih. Ne pa ljudi, ki ti bodo rezali noge in metali polena pod njih. Negativni ljudje, veš, ko se ti družiš z negativnimi ljudmi, se kar ta njihov dvom, njihovi strahovi zasidrajo v tvoje možgane in kar nekako začneš ti podzavestno, če se dlje časa to dogaja, razmišljati na isti način. In če se družiš z negativnimi ljudmi, moraš vedeti, da so ti ljudje v osnovi ne samozavestni, ker samozavesten človek ni negativen. A veš, negativa vedno prihaja iz neke frustracije. Ljudje po naravi v osnovi, kot duše, nismo negativni, ampak če je nekdo negativen, se mu dogaja nekaj ali frustracija, ali ima neko nepredelano težko čustvo, s katerim se noče soočiti, ali ima neke neuresničene stvari, in iz tega naslova prihaja negativa. In če se družiš zdaj s takimi ljudmi, se bodo ti njihovi miselni vzorci, načini delovanja in čustvovanja preslikali nate. In samo vprašanje časa je, kdaj si ti negativna. Tako da to je prvi ne. Negativni ljudje morajo iti na razdaljo v tvojem življenju. Zdaj, če so ti ljudje tebi blizu in so to tvoji bližnji, potem definitivno ured odnos z njimi, poglej, postav meje, povej jim, da so negativni, povej jim, da ti s svojim pesimizmom rušijo energijo. Daj jim ta video za pogledati, pa naj oni mene poslušajo, pa jim bom jaz razložil, kaj pomeni biti negativen, zakaj to ne gre za samozavestjo skupaj. Teda, to je prvi kradljivec samozavesti. Drugi kradljivec samozavesti, drugi ne, je nezdravo telo. Kaj ima zdaj to veze z samozavestjo? Telo, moraš vedeti, fizično telo, ko ga ljudje imamo, je v bistvu kanal za energijo. Mi vso življenjsko energijo, vključno z energijo samozavesti, kanaliziramo čez svoje telo. Če imamo mi močno telo, zdravo telo, telo, ki nam služi, telo, ki je srečno, telo, ki ima v sebi tisto, kar rabi za normalno delovanje, potem nam takšno telo omogoča, da lahko mi čez njega kanaliziramo in izražamo in komuniciramo to lahkotno energijo sproščenosti, veselja, tega entuzijazma do življenja. Potem je takšen človek energijsko pozitiven, srečen je, da živi in potem na takšen način tudi vse dela v svojem življenju. Če pa telo ne zdravo, če ima pa telo v sebi toksine ali pa poškodovano ali pa bolno, potem pa lastno telo začne zaustavljati energijo.
In potem telo kliče po pozornosti in telo jemlje življenjsko energijo, ker valjda, a veš, telo je primarna stvar, katero moramo imeti ljudje na življenju na planetu Zemlje poštimano, ne. Telo je predpogoj, da lahko mi sploh delujemo, in če telo ne deluje, mi ne moramo niti življenjskih poslanstev uresničevati, ker to je navsezadnje orodje duše na Zemlji, a ne. Tako da poskrbi, da imaš zdravo telo, poskrbi, da imaš telo, v katerem je voda, poskrbi, da spiš, poskrbi, da imaš v življenju tisto hrano, tiste energije, ki jih pač ti rabiš za to, da tvoje telo dosega tisti minimum, ki ga potrebuje za to, da je funkcionalno. Vse telo ne rabi veliko, daj bodimo zelo iskrena. Človeško telo pa res ni zahtevno. Daš mu hrano, imaš neki 20-30 hranil, ki jih rabiš jesti in daj jih v prehrano tedensko, rabiš nekih 7 ur spanja, ura gor dol, daj si vzam ta čas, vse ostalo telo prebavi, a veš, telo je ful fleksibilno, ne? Ampak rabi pa pač to pozornost in nezdravo telo blokira samozavest. Zaradi tega, ker človek čez nezdravo telo ne more skanalizirati močne duhovne energije, ki je v osnovi energija samozavesti. A prav, to je drugi veliki ne. Tretji, tamle imam plonk cegelc. Tretji veliki ne so nedokončane stvari. To je tretji kradljivec tvoje samozavesti. Nedokončane stvari. Kaj to pomeni? Zakaj ima to vezo s samozavestjo? Ko ti v življenju nekaj delaš in ti tega ne končaš, kaj se ti začne ustvarjati v tebi? Občutek krivde, občutek nesposobnosti, občutek, da je še vedno visi v tvojem življenju nekaj, kar ni zaključeno. To se pravi, ta nedokončana stvar ti še vedno tam podzavestno neko energijo pije, zahteva od tebe, da se podzavestno ukvarjaš z njo in ti jemlje nek čas, neko energijo, neke finance včasih celo, skratka, nekaj ti jemlje skozi nedokončano energijo, ne? In potem se ljudje zaradi tega počutijo slabo. Če imaš ti veliko nedokončanih stvari v življenju, moraš vedeti, da ti lahko take stvari večino življenjske energije popijajo. Zaradi tega, ker tvoj se bo ukvarjal s tem. A veš, naš je tako narejen. Ko neko stvar zaključi, jo zaključi in gre na naslednjo. Če pa mi stvari ne zaključimo v življenju, možgani niso ignorantski. Oni bojo te stvari razmišljali, oni bojo pri tej stvari še vedno prisotni, ne glede na to, ali se to včeraj dogajalo, ali se to dogajalo 10 let. Tako da dokončaj stvari v življenju. Ko boš ti dokončala stvari v življenju, boš naredila zaključek in takrat ti življenjska energija ne bo več odtekala. In takrat dobiš več energije, zato da lahko deluješ na tistih področjih, na katerih ti želiš, ki so pomembna zate. In med tem procesom se ustvarja energija samozavesti. To se pravi, hočeš biti samozavesten, samozavestna, dokončaj stvari. Nočeš biti samozavestna, pusti stvari odprte. Ne? Tako da tukaj ti res svetujem, da na tak način pogledaš stvari. Ne? Zelo je logično, ko enkrat ti pojasnim, ampak večina ljudi tega ne razume, zelo ima odprte stvari v življenju, čez katere in pa v resnici podzavestno odteka življenjska energija. In četrti kradljivec samozavesti, četrti ne, je pa nejasen namen. To moraš vedeti. V osnovi ljudje rabimo energijo samozavesti zato, da z njo manifestiramo, zato, da z njo dosegamo nekaj, ne? Nekaj kreiramo, nekaj ustvarjamo, se premikamo naprej. To je ta gonilna energija samozavesti. Ne? Zato ti rabiš samozavestno energijo, da komuniciraš, da poveš svoje želje, poveš svoje zahteve, da imaš dovolj moči, da sprejmeš odločitev. Ne? Zato rabiš samozavest. Če ti nimaš vizije v življenju, če ti nimaš namena, kam ti greš, ti v resnici ne rabiš samozavesti. Ljudje, ki nimajo fokusa, kam grejo, ljudje, ki želijo obstati na točki, na kateri so, ne rabijo samozavesti. Ti rabiš samozavest v resnici takrat, ko se premikaš naprej, ko se soočaš z novimi izzivi, ko spoznavaš nove ljudi, ne? Ko greš na naslednjo razvojno stopnjo, ko napreduješ v življenju, takrat rabiš realno energijo samozavesti. In zdaj, če nimaš jasnega namena v življenju, potem se ti energija samozavesti ne bo ustvarjala. Energija samozavesti deluje zelo podobno kot dinamo na biciklu. Ne vem, če se spomniš, če si star ali pa stara, kaj to ne, rečemo, 30 let plus, ne? Se spomniš, ko si imela v mladosti kolo in to kolo ni imel svetilke tako kot zdaj na baterije, ampak je bila gor dinama, ki si jo ti prislonil na gumo in se je začela ta dinama vrteti takrat, ko si ti gonila kolo. In takrat je svetloba svetla. Luč na biciklih včasih je svetla samo, če si ti gonil ali pogonila ta bicikl. Ne? Če si se ti ustavila, se je luč ustavila oziroma ugasnila. In isto je za samozavestjo. Če greš ti v življenju naprej, če imaš namen, če imaš cilj, potem se ti samozavest avtomatsko generira, zaradi tega, ker jo rabiš za premikanje tvojega življenja. Če si pa ti na mestu stagniraš in nimaš dobenih namenov v življenju,
potem nimaš samozavesti avtomatsko, ker za tisto, kar že znaš delati, ne rabiš samozavesti, če že znaš to delati, a ne? Tako da hočeš večjo stopnjo samozavesti, rabiš namen, zakaj živiš, kaj je tvoj življenjski namen, kako želiš ti spremeniti svet, kaj želiš svetu povedati, kaj želiš v tem svetu ustvariti, v kaj investiraš svoj čas, svojo energijo, v kaj investiraš svoje finance, v kaj investiraš svoje znanje, ki ga imaš. Ne? Pogrunti, kaj je tvoja vloga na planetu Zemlja, in ko to ugotoviš enkrat, boš imela neomejeno količino samozavesti. Če pa rabiš pri samozavesti pomoč, bi ti rad povedal, da imam 9. avgusta spletno delavnico Levje Rejenderju Vi. To je sistematična spletna delavnica, na kateri ti korak za korakom povem, kaj rabiš dati v svoje življenje, kako rabiš razmišljati, kako rabiš delovati, kako rabiš poštimati svoje čustva in navsezadnje svoje telo in kakšni so duhovni programi, ki jih rabiš razumeti, zato da boš samozavestna v vseh vremenskih okoliščinah in da ti kradljivci samozavesti ne bojo več kradli samozavesti. Ko prvič kradljivci samozavesti rečeš, dajte stran, to je moja samozavest, najti svojo, ne? Lahko ti pa pomagam postati samozavestna. In to je lev, kar jo vi, veš, lev je žival, ki ima ful močno energijo. In jaz bi rad, da ti razumeš, da je znotraj tebe ta lev, da si ti ta človek, ki ima močno energijo, rabiš jo samo aktivirati. In če ti lahko z neko delavnico, ki se začne 9. avgusta, in dobiva se 3-krat na spletu, dobiš vse posneto in vse vodene materiale, meditacije, vse dobiš domov in lahko do konca življenja uporabljaš. Pomagam, da postaneš samozavestna, da tvoje življenje začne funkcionirati na boljši način. Potem je pa to ena taka zelo fajna stvar, ne? Tako da poglej si na povezavi, ki je pripeta zgoraj spodaj več informacij o tej delavnici, zagotovi si mesto in veselim se, da se vidiva. Imej se lepo. Čau.